Pozdravljeni. Danes bom spregovoril o konceptu bolida Ferrari SF90. A najprej, da se bomo bolje razumeli, je treba sploh definirati, kaj pravzaprav koncept je. Koncept ni samo medosna razdalja pri bolidu in tudi ne kot dna bolida samega. Koncept je mnogo več. Koncept je skupek vseh teh kompromisov, ki so si jih inženirji izbrali na začetku projekta, da bi na progi dosegli želen rezultat. Poglejmo primer iz preteklosti. V sezoni 1988 smo imeli dva različna bolida, katera sta si delila enak motor. Gre za Lotus 100T in McLaren MP4/4, kateri je oba poganjal turbomotor Honda. A ukolikor pogledamo ta dva bolida skupaj, vidimo bistvene razlike med njimi. V primerjavi z Lotusom je McLaren pritlikal majhen in to zato, ker so si pri McLarenu izbrali koncept bolida s čim manjšim možnim zračnim uporom. Zato so tudi zmanjšali vse, kar se je zmanjšati dalo, in rezultati so še danes vidni na fotografijah. Vrnimo se v današnji čas. Kak je pravzaprav bil koncept tega bolida Ferrari SF90? Podoben kot tisti McLarenov iz leta 1988. To je bolid s čim manjšim možnim zračnim uporom, uravnoteženo šasijo, bolid, ki bo nekako pokazal na progi vse dobre lastnosti pogonskega sklopa, bil hiter pri pospeševanju in dosegal visoke končne hitrosti. To je pozitivni del tega koncepta, negativni pa logično je ta, da tak bolid ima manj oprijema v ovinku in pravzaprav tam izgublja na času. Ukolikor pogledamo primerjave sektorskih časov v hitrih krogih Ferrarija SF90 in Mercedesa 290, vidimo, da je Ferrari tisti, ki ima prednost na ravninskih delah, Mercedes pa tisti, ki ima prednost v ovinkih. Problem je v tem, da Mercedes v primerjavi s Ferrarijem na ravnini ne izgubi toliko, kot pridobi v ovinku. Sedaj, govoriti, da bi sredi sezone zamenjali koncept bolida, je izjemno težavno. To pomeni, da bi morali vse začeti znova. Zadnjič, ko so nekaj takega poskusili, je bilo v sezoni 1991, ko je nesrečni model 642 zamenjal nič kaj bolj uspešen model 643. Zavedajmo se tudi nekega dejstva. V primeru, da bi sedaj začeli z novim projektom, bi to pomenilo veliko zamudo pri nastajanju projekta naslednjega leta, kajti prav v teh mesecih se začenja definirati koncept bolida naslednje sezone. Menim, da sta dve možnosti, kako bi ta problem rešili. Prvič ta, z razvojem izboljšati tiste dobre lastnosti bolida, to se pravi iskati še boljši pospešek, še višjo končno hitrost, to se pravi izboljšati tisto, kar je že dobro. Po drugi strani imamo nasprotno varianto, to je iskati oprijem v delih, kjer nam primanjkuje, to se pravi v ovinkih. A videli smo, vsaj tako sam menim, da se prav z iskanjem tega izgubljenega oprijema porušili nekako tisto naravno uravnoteženo šasije Ferrari SF90 in pokazali so se težave, ki jih prej niso imeli. Vsekakor koncept ni zgrešen, lahko niso dosegli zadanih rezultatov ali so bili preveč skromni pri postavljanju določenih ciljev. A sam tudi menim, da menjava koncepta sredi sezone je še slabša varianta, kot je vztrajati pri starem. Prišle bojo na vrsto tudi proge, katere so bolj pisane sedanjemu konceptu Ferrarija SF90 in ni za biti tako črnoglede, kot se lahko na prvi pogled zdi. Treba je pa vztrajati in iskati rešitve na področjih, kjer se vidi možnost dosegati večje razlike med tako imenovanim dominantnim Mercedesom 290 in Ferrarijem SF90. To je bila hitra razlaga koncepta bolida Ferrari SF90. Hvala za vašo pozornost, vidimo se pa v naslednjem videoprispevku.